Imamo pirotehnično kresničko. Če jo vržemo v vodo, ugasne. Kaj pa moramo z njo storiti, da bo gorela pod vodo? A. Zaviti jo v časopisni papir. B. Pomočiti jo v etanol. C. Navlažiti jo z razkužilom. Ali D. Oviti jo z lepilnim trakom. Dvakrat C, navlažiti jo z razkužilom. Dobro, zanimiva odgovora. Jasno, če prav razumem, želiš zakuriti ogenj v vodi. A je danes pust ali dan norcev? Glavni sestavini kresničke sta kovinsko gorivo, ki iskrice različno obarva, in oksidant, ki omogoči kisik za gorenje. Oksidant je ponavadi kalijev nitrat. Ko se ta segreje, začne oddajati kisik. Če na hitro pomislimo, bi rekli, da gorenje etanola, razkužila ali časopisnega papirja ne more preprečiti, da bi se oksidant zmočil. Pa je to res. Te 3 kresničke sem namočila v različne raztopine. Eno v etanol, drugo v razkužilo, tretja pa je ovita s časopisnim papirjem. Zaradi tega malenkost slabše gorijo in če jih vržem v vodo, tudi v hipu ugasnejo. Drugačna pa je zgodba v tem primeru, kjer imam lepilni trak. Tukaj imam kar 5 kresničk, da bo efekt malce boljši, ovitih v lepilni trak in potem še povezanih med sabo. Malce počakam, da pridejo do lepilnega traku in če vržem v vodo, gorijo še kar v vodi in tudi zgodi se taka burna reakcija, kar je zelo primerno za tole pustno oddajo. In seveda to se ne zgodi samo zato, ker imam jaz neko čudežno moč na pustno oddajo, ampak tudi zato, ker lepilni trakt onemogoči, da bi prišla voda do goriva in oksidanta. Tako je pravilen odgovor D. Žal so se vam tokrat točke izmuznile.